zdravi. Danes prvič v tem prostoru nadaljujemo s temo, ki se imenuje mindfulness, oziroma čuječnost po slovensko. In tako kot smo že enkrat naredili, bomo danes tudi prve 3 minute, ne počnemo nič drugega, kot da zapremo oči in smo v tišini. Samo to, nič drugega. Torej, 3 minute, prosim. Ok, 3 minute. To je zelo preprosta vaja, lahko jo ponovite kakorkoli, večkrat na dan, lahko jo raztegnete, lahko 3 minute, lahko 5, lahko več. V takem trenutku tišine se zlahka zaveste, koliko motečih dejavnikov je v našem okolju, koliko hrupa, koliko glasov, zvokov, koliko ropota in vsega drugega je v okolju, česar se pogosto niti ne zavedamo in kako pomembna je tišina. Danes bom spregovoril o enem izrazu, samo o enem izrazu, ki je v naslovu našega srečanja. Ta izraz je v angleščini v originalu Appreciative Inquiry, jaz bom povedal, kaj to je. V domače spregovoril bom o tem, kako lahko ljudje po malem vsak dan spreminjamo sebe, da postajamo boljši ljudje. To, česar smo se lotili na začetku, je droben uvod v tako vsakdanje delo. 3 minute tišine, nič ne stane, nič ne boli,
ni naporno, ni težavno, ni zahtevno, ima pa svoje učinke. O tem smo že govorili. Dolgoročno, še zlasti. No, danes bom torej spregovoril o tehniki, ki se imenuje Appreciative Inquiry, izraz je vzet iz pozitivne psihologije. Po slovensko bi temu lahko reklo, da se lotevamo pozitivnega raziskovanja sebe, svojega okolja. Kaj natančno to pomeni, sledi v nadaljevanju. Kot je v navadi, bom najprej postregel z eno raziskavo, z enim pogledom in zopet bo ob tem jasno, kaj lahko naredimo zase vsak dan z lahkoto in kako dobro je, da to tudi naredimo. In sicer, v času, ko ste se vi rodili, mogoče še malo prej, pa do danes, se je na tem svetu zgodilo nekaj dramatičnega. Zgodilo se sicer veliko dramatičnih stvari, ampak jaz bom pozoril na eno, ki je povezana s tem, s čemer se mi tukaj ukvarjamo, in tudi kot vedno, da ne bo kdo rekel, da sem si jaz te stvari izmislil, referenca oziroma knjiga, ki sem jo prebral pred kratkim, na katero se bom nanašal, oziroma slikce in besedilo je iz te knjige, ki jo vidite, oziroma naslovnico vidite od C.R. Lewis, vidite na zaslonu. Preprosta knjiga z področja pozitivne psihologije, oziroma o tem, o čem bomo vi danes govorili, kako narediti kakšno drobno spremembo v svojem življenju. Ne bi se moral človek nekako truditi, prosim. A to ste jo prebrali v angleščini? Ta knjiga v angleščini, te knjige ni v slovenščini, ni prevedena. Ni ti prevedena? Ne. Ok, torej to je referenca, na to se sklicujem in sem hvaležen seveda tej psihologini, da je to knjigo napisala. Res lepa knjiga, čudovita, preprosta, enostavna, prebral sem jo približno v 2 urah, ampak je pa res vredna svojega branja. No in par zadev iz te knjige vam bom pokazal in jih komentiral. V času, kot rečeno, odkar ste se rodili, ali pa mogoče še malo prej, pa do danes, se je na tem svetu zgodila vsaj ena zelo dramatična zadeva. Leta 1980, takrat še nihče od vas ni bil na tem svetu. Katerega 1980. To je tistega leta, ko je umrl tovariš Tito, 4. maja. Nekateri to vemo. Jaz sem bil na primer v vojski. Kje si pa služil? Služil sem v takratni državi, ki se imenovala Jugoslavija, v republiki, ki se imenovala Srbija, v kraju, ki se imenuje Smederevska Palanka. Najbrž vam to nič ne pomeni, ampak tam sem bil. In kako je bilo? To pa kdaj vidiš. Torej, v tem času se je zgodilo nekaj dramatičnega. Če je bilo leta 1980 na tem svetu približno 108 milijonov ljudi, ki so imeli diabetes. 108 milijonov. Jih je po podatkih leta 2014, 3 leti, bilo že 422 milijonov, kar pomeni približno 4-krat več. Diabetes je zahtevna, huda bolezen. Kot veste, ker sem o tem že velikokrat govoril, ima veliko skupnega z prevelikimi količinami zaužitega sladkorja. Podatek nam pove, da za svoje zdravje vsak dan že nekaj naredite tako, da na primer ne uživate vsaj ne dodatnega sladkorja, kot je tisti, ki je tako ali pa tako v hrani. Ta podatek nam pove, da doma ne bi potrebovali čisto nobenega sladkorja. Nobenega. Tudi manj, tudi zrnca ne. Oziroma ljudje, ki uživajo prevelike količine sladkorjev, se
pridružujejo tej armadi, ki skoraj šteje 500 milijarde ljudi in se skokovito poročajo. Okay? To je zelo preprosto zadeva. Zdaj pa še ena, malo bolj dramatična, povezana s tem. Pred kratkim je bil objavljen tudi en znanstveni članek, ki ima tale naslov. Vidite, da naslov tega znanstvenega članka govori o možganskih poškodbah, možganskih spremembah, ki nastanejo še preden človek dobi diabetes. Se pravi, uživanje velikih količin sladkorjev, ki lahko dolgoročno privede do diabetesa, se zgodaj, ko še pojma nimate o tem, pokaže v možganskih poškodbah, v spremembah, ki jih vidite tukaj na zaslonu. To sta dva posnetka, narejena z elektronskim mikroskopom. Na levi strani ni pomembno, zakaj natančno zdaj gre. To nas toliko ne zanima. Na levi strani vidite en predel v možganih, ki je tak, kot mora biti. Ki je zdrav, ki je normalen, ki, če imate takega, ste sam veseli. Okay? Na desni je isti predel možganov. Popolnoma isti. Kot znak, znamenje začetnega stanja diabetesa. Ta človek še ne ve, da ima diabetes, še nima diagnoze. Zato bo zvedel šele čez leta. Ampak spremembe v možganih so pa že take, da jih lahko opazimo in posnemo. In vidimo tale posnetek, ki ga tudi vi vidite. Pomembno pa je, oziroma še bolj pomembno pa je, da je to predel v možganih, ki je približno tam, kjer so tele rdeče lise. Vidite na zaslonu, rdeče lise, označeno področje v možganih, približno tam so izjemno pomembni predeli možganov, kajti danes vemo, da tam nastajajo nove celice, novi nevroni iz tako imenovanih zarodnih, primarnih celic. Tam nastajajo novi nevroni, nove možganske celice, ki se odpravijo, dobi se potujejo tja, kjer je pač možgani potrebujejo, kjer morajo biti. Kar pomeni, tako, če je ta predel možganov prizadet, in danes vemo, da je, začetek ni nič drugega kot preveliko uživanje sladkorjev. Potem dolgoročno sledi poškodba v možganih, za katero ne želite, da bi se kadarkoli zgodila, kajti s tem uničite predele, kjer nastajajo nove celice. To pomeni, da ne bodo več nastajale, da jih bo vedno manj. Kar dolgoročno, čez leta in leta in leta, lahko pomeni hude možganske okvare ali, na primer, demenco. Alzheimer. O tem smo tudi že govorili. Na prvi pogled je torej videti povezava popolnoma nemogoča, oziroma jasna je, če se ukvarjamo znanostjo, ampak ljudje, ki se ne vedo, da s uživanjem sladkorja ne samo, da se spravljajo na pot k diabetesu, debelosti in tako dalje, ampak da s tem neposredno poškodujejo tudi možgane. In to tam, kjer bi pa pravzaprav najmanj želeno, če sploh. Ali pa pričakovano. Ali pa pričakovano. Tega predela zagotovo ne želi, ta predel želite ohraniti do pozne zle. Čim dlje, tako je. Kako pa terobe, ki vedo, te ima diabetes, a pa nima diabetes? Ve, naprimer, takrat, ko ima resne težave, začuti bolezenske znake, naprimer, pač povišana količina sladkorja v krvi. Kako to veš? Greš k zdravniku, vzamejo ti kri in preprosto pogledajo, koliko sladkorja je v krvi. In začetek diabetesa pomeni, da ga je preveč. To je recimo en tak znak. Obstajajo še drugi znaki, ampak to nas pa zdaj toliko ne zanima. Pomembno pa je, in to pa nas zanima, ker govorimo o pozitivnem raziskovanju samega sebe. Da uživamo čim
manj sladkorjev. Tega pa ni težko. Sladkorja enostavno ne kupiš. Halo, prosim. A je v tej armadi, ki ste povedal številko, zajeto tip 1, diabetes, oba, ja. Tip 1 je autoimunni, ne, da je tej razlike, kaj pomeni v tej razlagi v tem kontekstu? Današnje raziskave sicer delno potrjujejo to, da gre za avtoimuno, ampak vzroki, temeljni vzroki za to pa niso avtoimunost, so drugje, so tudi v načinu življenja, se pravi, avtoimunost ni neodvisno recimo, stanje v telesu, oziroma niso neodvisni mehanizmi od tega, kaj mi počnemo v svojem življenju. V veliki meri so, ne pa popolnoma. Tako da gre v obeh primerih za, in to nas seveda tudi najbolj zanima, ker če imate take dispozicije ali pa genske dispozicije, je na to zelo težko vplivati. Ampak mi smo tudi na teh naših predavanjih že velikokrat spregovorili o tem, kako mi s svojim življenjskim slogom, z načinom uživanja hrane, vplivamo celo na svoj genom, vplivamo celo na lastne gene in lahko do določene mere seveda spreminjamo genske sekvence, jih izklapljamo in vklapljamo, tako da celo na take bolezni, ki so se včeraj veljale za popolnoma neozdravljive oziroma neodvisne od človeka, češ prinesel jih je seboj, danes čisto to več ne velja. To je določene mere seveda velja, gotovo, ampak veliko manj, kot če recimo nekaj leknila. Eno vprašanje. Prosim. Mene je rekla, da slišal, da pa sladkorni je problem, da lahko tudi osletiš. To je eden od simptomov, ena od težav, tako je. To je ena od težav, ta je resna, zelo resna. Lahko, ja. O tem zdaj ne bomo govorili, ker je to ena druga tema, bi preveč časa to vzelo, da bi razložili, kaj vse se v telesu dogaja. Danes nas zanima samo ta sprememba v možganih, o kateri govorim. Mogoče kdaj drugič še kaj več o tem povemo. Torej, rekel sem, to so zadeve, ki so v vsakdanjem življenju zelo preproste. Vsak človek lahko vsaj do določene mere vpliva na to, kaj je in česa ne je. Okay. Zdaj pa sledi ta ilustracija iz že omenjene knjige Sarah Lewis, ilustracija, karikatura, ki je vodilo pozitivnega raziskovanja samega sebe. Jaz se bom zdaj komentiral, zakaj je ta slikca, ki jo vidite na zaslonu, spodaj je tudi prevod, tako zelo pomembna. Vsi veste, da je nekoč izplula ladja leta 1912, Titanic. Veste za to ladjo. In veste, da je veljala za nepotopljivo in čudež tehnologije in najboljšo in največjo in najhitrejšo in sploh najladjo. Okay. In ta najladja se je potopila na ta prvi vožnji. Okay? In tale ilustracija, oziroma tale karikatura, nam veliko pove, dragi moji, da se tudi ljudje včasih obnašamo, kot da smo Titanik. Da smo kot Titanik, torej se ne potopimo, smo najboljši, najhitrejši, največji in sploh naj. In kaj nam pove tale zapis? Ladja Titanik drvi naravnost v pogubo. Ravno kar se bo zaletela v iceberg, se pravi v ledeno goro, in 2 uri kasneje bo na dnu oceana Atlantskega, 4 km globoko. In ljudje se tega ne zavedajo. Nihče se ne zaveda. In v tem trenutku se ukvarjajo z problemi, ki se jim zdijo še kar pomembni, čeprav v resnici niso pomembni. Naprimer, kapitan pravi, da potrebujejo več ledu, so vrstne ironija, icebergs, oziroma kock ledu, cubes, kock ledu za koktejle. Pravi, zdi se, da je zelo pomembno, da v tem trenutku, ko
se ladja pripravlja, da bo potonila na dno morja, dobimo čim več ledenih kock, ki so zelo pri roki, zelo blizu so. Ledu pokačeš. Ja, v bistvu zaradi tega se je to tudi zgodilo, zaradi ledu. Zaradi tega se je to zgodilo, ja. Ironija pa je, da sicer dobili smo veliko ledu za koktejle, ampak kaj nam bodo koktejli, če bomo glih kar na dnu oceana? Ja, točno tako. Ali še po domače rečeno, ljudje se včasih v življenju raje ukvarjamo z nepomembnimi problemi ali pa z manj pomembnimi problemi, da se nam ni treba ukvarjati z res pomembnimi problemi. To je psihološko in kognitivno pač preprosto lažje. Ampak vprašanje pa je, ali nam to pomaga dolgoročno k ciljem, ki jih želimo doseči. Ladja Titanic je dokaz, kako je to lahko zelo hitro, zelo narobe. In spet se vračamo nazaj, k uživanju, vsakdanjem uživanju prehrane oziroma hrane. Vsak človek se lahko vsaj zamisli in pri sebi sklene, da recimo ne bo več užival toliko sladkorja kot ga, ker večina ljudi ga uživa preveč. In sploh ne vedo, da ga toliko uživajo, ker so se na to preprosto navadili. To je ena. Drobno se danes gotovo, čeprav se jaz trudim zdaj že kar nekaj let, vsakič znova kaj povedati na to temo, zlasti pa, kje vse sladkor je. Sladkor je povsod. Ne misliti, da je sladkor samo v belih kristalčkih, ki jih imate doma v eni stekleni posodi, kjerkoli že pač imate sladkor. Prosim. To ne bom povedal, da mi je utrpela. Vsako jutro pijem kavo, pijete mleka. No, to je zelo preprostega, kar lahko vsak dan naredi vsak dan. In zdaj, če bi izračunali, to sem zadnjič, mislim, da sem zadnjič o tem govoril, v eni Coca-Coli 33 centilitrov je 40 gramov sladkorja. To je 6 žličk. V eni pločevinki, tam je 6 žličk sladkorja. Kaj po mleku? Ni ravno še veliko, mleko je ogromno sladkorja. Ok, gremo naprej. Kaj vam zdaj kažem? Nekaj, kar nas ne bo najbolj zanimalo, to je mogoče za kakšno drugo priložnost, no tole pač. Tole nas pa bo zanimalo. Gotovo ste že kdaj slišali za izraz, da se ljudje upirajo spremembam, da ljudje ne marajo sprememb. Ste. No, vidite, to preprosto ni res. To je ena velikih psiholoških zmot, ki jih ljudje sicer spontano zagovarjajo, ker jih niso čisto dobro premislili. Gotovo tudi veste, da se ljudje včasih obnašajo tako, naprimer starši, ki želijo kakšne spremembe pri svojih otrocih, se oglasijo in vprašajo, kaj naj naredim, da bom spremenil svojega otroka, da bom vplival na njega, da bo pač drugačen kot je. Ali pa učitelji hočejo spremembe pri dijakih in učencih, ali pa vzgojitelji pri otroci spremeni dela. Želijo spreminjati ljudi, vendar je to včasih skoraj nemogoče početi. Zakaj? Zato, ker velja neko drugo spoznanje. Namreč ljudje se ne upirajo spremembam, ljudje se upirajo, ko jih nekdo hoče spreminjati. Temu pa se spreminjajo. Ljudje ne želijo biti spreminjani. Ni pa res, da ne marajo spremembi. Prosim. V tej oka ne bo doben, če pa je menil.
Česa ne bo spremenil otroka? Otroka, niti vi, niti Diana, niti doben. Zato, ker otrok in drugih ljudi ne spreminjamo. Ljudje se namreč spreminjajo sami. To je moja poanta. Noben človek ne želi biti spreminjan. Ali spremenjen. Spreminjan, oziroma spremenjen. Ljudje... Ja. Spremenjen na koncu, ne? Vmes si pa spreminjan. Te spreminjajo, ali te želijo spreminjati. Ne bojo spreminjanja na noben način? To nas zdaj ne bo zanimalo, tole nas pa bo. Se pravi, v resnici se ljudje ne upirajo sprememba. Upirajo se, ko jih nekdo hoče spreminjati. Koliko časa? Dokler jih ne povabijo k sodelovanju. Ljudje želijo navadno sodelovati pri spremembah. Ljudje, ki čutijo, da ne morejo sodelovati pri spremembah, ker jih niso k temu povabili, ali iz kakšnih drugih razlogov, se upirajo spremembam. To je pa res. Ampak v tem strogem pomenu besede. Če vi hočete mene spreminjati, bo moj spontani odziv upor. In velja tudi obratno. Če jaz želim vas spreminjati, najprej ne boste hoteli o tem niti slišati. Če se pa mi dogovorimo, da bomo poskušali nekaj skupaj spremeniti, je na to bistveno drugače. Je, ne? Drži. Pač želite povedati, da smo že v bistvu od začetka naravnani, da mi bomo taki, kot smo in ne bomo spreminjali. Ne, ravno obratno. Ljudje nismo narejeni evolucijsko, da bi bili taki, kot mislimo, da smo. Ravno nasprotno je. A smo narejeni zato, da se spreminjamo? Tako je. Mi smo narejeni za spreminjanje. Mi smo narejeni za spremembe. Ampak to moramo zdaj strogo ločiti. Ne? Eno je, želim nekaj narediti v svojem življenju, želim spremembe, drugo pa je, ne želim, da me nekdo skuša spremeniti. Zlasti takrat, seveda, ko me skuša spremeniti tako, kot on hoče. Tega pa nobeno človeško bitje ne želi. Ja, ampak kako ti človeka spremeniš, kako bi ti človek hotel? Ne spremeniš ga. Saj ga ne, ker se ti upira. Ja, ampak ker se človek nekaj upira. Se ne neha. To naprimer znate, ampak ne vem, milijon drugih ljudi pa tega ne zna in želijo človeka spremeniti po svojih vizijah. Zato imajo probleme. Oni in tisti, ki naj bi jih spremenili. A razumete? Ker se ljudje upirajo. Zakaj je sprememb tako malo? Med drugim zato, ker se ljudje upirajo spremembam. In zato, ker ljudje niso vsi spoznali, da je, zato je ta tehnika pozitivnega raziskovanja tako zelo pomembna. Niso spoznali, pa to velja za starše, za učitelje, vzgojitelje, za vse ljudi, da spremembe dosegamo skupaj. Spremembe dosegamo z dogovarjanjem, tudi z majhnim otrokom se je mogoče dogovarjati, tudi z zelo majhnim otrokom se je mogoče dogovarjati. Medtem ko, če hočete nekoga, kot se reče, spremeniti, da bo tak, kot bi vi radi, se zagotovo to ne bo zgodilo. To ste lahko naprej pripričani, da se ne bo zgodilo, ker se bo človek tako ali drugače upiral. Tako ali drugače. In tudi, če se bo nehal upirati, pomeni, da je depresiven. Človek, ko se neha upirati, je v bistvu depresiven. Udal se je, prenehal je, seveda potem do določene mere ga lahko celo oblikujete tako kot glino, po svoje, ampak ta človek je na nek način duševno, psihično in pravzaprav mrtev. Če ste to hoteli, potem je seveda to dosti slabo, da ste to hoteli. Zatem je torej etična. Prosim. Sam se pogosto srečujem s to težavo. Recimo oseba ve, da bi bilo treba nekaj narediti
to informacijo, kaj je treba narediti, je dobila in tudi oseba, ki je posredovala, natanko ve, da je to potrebno narediti, ampak ta prva oseba enostavno se ji ne da tega narediti. Raje plava v coni udobja in ne naredi ničesar. Čeprav dobro ve, da bi bilo dobro to narediti. Recimo po današnjem tvojem predavanju ne iti po Coca-Cola. To je velika težava velikega števila ljudi. To se popolnoma strinjam, zato sem tudi začel z mikro, da ne rečem nano spremembami v vsakdanjem življenju poudaril. Nič ne boli, ni zahtevno, ni naporno in strinjam se s tabo, najverjetneje se celo te drobne spremembe ne bodo zgodile. Gotovo je res, da k temu prispeva to, kar imenuješ težnja k ugodju. Gotovo. Gotovo k temu prispeva tudi čas, v katerem živimo, ki nas dnevno nagovarja k istemu ugodju. Pred kratkim sem pribeležil oziroma objavil, ne če kdo prebral, blog z naslovom Neskončna mladost. Živimo v svetu, v katerem sem jaz podpisani starec, ker nisem pač več mlad, ker je danes tak čuden občutek v zraku, da bi moral človek biti večno mlad, tudi potem, ko je 100 let star. In številni ljudje se trudijo, da bi bili videti, kot da so mladi, tudi potem, ko niso. Danes živimo v svetu, v katerem nas nenehno nagovarjajo mediji, kultura, ideološke pravice in tako naprej, k brezmejnim zabavam. Danes se zdi včasih, kot da je življenje ena sama nikoli končana zabava. Ki kar traja in traja in traja in traja in traja. Danes se zdi včasih spet, seveda, če niste ravno begunci Sirije ali pa če je bomba padla na hišo ali pa kaj podobnega, če živite v udobnem zahodnem svetu, včasih se torej zdi, kot da je življenje ena sama žurka. Ena sama brezmejna žurka, od enega do drugega žura, zabave, ponočevanja, droge, alkohola, heroina, ne vem, seksa, pornografije, televizije, YouTube kanalov, medijev, kar čte. Kot da ni nobene meje več, zdi se meje. In seveda, v takem svetu se je sorazmerno težko upirati. Tudi zadnjič sem en drug blog priobčil, če kaj berete moje bloge, z naslovom, čisto preprosto, z naslovom Žoga. Žoga. En otrok v teh krajih, zato sem pa izvedel, si je dejansko zaželel za novo leto, bom rekel namenoma, zgolj žogo. Nič iPod, ta, uno, tretje, ne vem koga, New Huawei, kaj katero smart napravo za 800 evrov, žogo. Tisto enostavno žogo, ki stane, ne vem, 5 evrov. 5 evrov. Kje? Še to ne. Ja. In seveda se je nekaterim ljudem zdelo, kaj je s tem otrokom narobe. Kako imaš lahko kupirati zahtevam, pričakovanjem celo, da boste, torej, kot sem rekel, da se ne bom ponavljal, taki, kot pravi. Zdaj, ali je to za nas, ki smo zdaj tukaj, pomembno? Zame je. Ne vem, če je za vas. Verjamem, da je tudi za vas. Vi ste še mladi. Kaj ti obstajajo v življenju pomembnejši cilji, kot so neskončna zabava in nikoli končana mladost. Obstajajo pomembnejši cilji, obstajajo pomembnejše vrednote. In v tej luči vam res priporočam, sicer je zahteven, ampak dajte gledati svojim vzgojitelji, film Darrena Aronofskega, ki je ravnokar prišel na filmske platne z naslovom Mother, oziroma Mati. To je ultimativni film o tem, o čemer zdaj govorim. To je film, da te se zove. Mati je naslov. No, to je totalno nor film, mislim nor seveda v zelo pozitivnem pomenu besede, če imate kakšne tle filmske večere, kaj takega, prosim, pogledajte si film Darrena Aronofskega, Mati. Fera. Dobro. Snoriš. Sam je pa zahteven, je treba zraven imeti nekoga, da se boste malo pogovorili, ker je polno simbolike in stvari, ki so na prvi pogled totalno zbojene in čisto nore.
ampak je treba zaradi tega malo pogledati od strani pa interpretirati in razložiti. Kdo pa igra? Jennifer Lawrence pa ne vem, kako nas se zdi. Poglejte si na IMDb-ju. Ja. Mati. Okay. Gremo mi nazaj k tej naši temi. Poglejmo si še... Poglejmo si še, kot sem rekel, katere so pa tiste stvari v življenju, ki so vrednejše, ki so zares pomembne, ki bi jih želeli spremeniti, oziroma do katerih bi želeli priti s spreminjanjem samega sebe. Videli boste, da to predvsem niso materialne dobrine. To, kar bo zdaj sledilo, niti ena materialna dobrina ne bo omenjena. Materialne dobrine se seveda pomeni, če jih nimate, jasno, kako se jih želite. Ampak če jih imate, je pa malo drugače. Torej, katere spremembe v življenju so pa take, da bi si jih res želeli in delali na tem, kot se reče, da bi jih dosegli. To, kar vam bom povedal, je elementarna psihologija, elementarna pozitivna psihologija. Prva in daleč najpomembnejša vrednota vsakega človeškega bitja je, da je samostojen. Samostojnost pa je nekaj, česar se naučimo. Samostojnost namreč ne pomeni, fajn, zdaj pa delam krčem. To je nobene zveze samostojnost. Samostojnost predvsem pomeni, v luči tega, kar sem že povedal, da nas nihče ne namerava spreminjati. Moraš biti čustveno zdrav za to, da si. Pa tudi kako drugače. Ja, tudi kako zdrav. Tudi kako drugače, ja, se zrel, oziroma se to gre skupaj, to je povezano. Avtonomija, samostojnost pomeni, da se človek želi spreminjati tako, da bo postal samostojen oziroma avtonomen, kar je zlasti težka naloga za učitelje, vzgojitelje in starše. Recimo, če govorimo o otroku, otrok si želi biti samostojen. In je težko biti samostojen, če imaš ob sebi ljudi, ki te nenehno hočejo spreminjati. Da boš tak, kot oni hočejo. To je težko, to je zelo zahtevno narediti. Naloga vzgojiteljev, staršev in drugih je, da omogočijo spremembe v otrokovem življenju, da bo otrok postajal samostojen in da bo na koncu samostojen, kar pomeni, da ne potrebuje nikogar, da bi vplival na njega, ker si sam želi spremembe. To je nekaj drugega. Človek, ki se želi sam spreminjati, da bo avtonomen, samostojen in vse ostalo, kar bo sledilo, je v drugačnem položaju kot otroka. Človek, ki ga drugi nenehno hočejo spreminjati, ker potem za avtonomijo ne bo nič. Se mora biti avtonomen, če me nenehno nekdo hoče spreminjati. Pa ne moreš tega, kar ti hočeš. Ne moreš tega narediti. To je pa temeljni pogoj, da si samostojen. Imaš svojo željo, in jo izvršiš. Da bi jo tako izresničeval. To je prva stvar. Druga je možnost izbiranja. Možnost izbiranja ne pomeni, da greš v trgovino in tuhtaš, a boš kupil rdečo žogo ali zeleno. To ne govorimo o tem, to so trivialne. Možnost izbiranja, dragi moji, je nekaj drugega. Možnost izbiranja zlasti pomeni izbiranje med tem, kar je dobro, in med tem, kar ni dobro. Rdeča, zelena žoga, mislim, it makes no difference, to je isto. To je vse, to ne pomeni. Who cares? Taka žoga, una žoga, pač izberi. Ko govorimo o možnosti izbiranja, govorimo o nečem, kar je dobro, naprimer hrana brez sladkorja in nečem, kar ni dobro, cel kup cukra. O tem govorimo. Govorimo o izbiri med alkoholom ali ne alkoholom. Ne pa, a bom en liter viski, a bom mogoče dva. To ni izbiranje. A razumete? Okay? Se pravi, zadej za možnostjo izbiranja je vprašanje o dobrem, o tem, kaj je dobro, kaj je zares dobro za človeka in zlim. Med dobrim in zlim obstajajo stvari, ki nam niso v korist, ki niso dobre,
ki so za nas škodljive, ki so destruktivne, čeprav se nam včasih zdi, da bi jih radi izbrali. To so napačne izbire. Okay? Zato je tako pomembno, da se človek nauči razlikovati med tem, kar je dobro in med tem, kar ni. Ker če se ni naučil, ne more izbirati. Tem izbira naslepo, po principu A, 2, 5, 5, 2, Prosim. Se pravi, jaz se včasih govorim, očetje vred, kaj sam naredil si, kaj zdaj, kaj sam skupaj, pa reče, ne. Se pravi, to je tudi zaviranje samostojnosti. To je zaviranje samostojnosti, namesto da bi ti rekel, ok, ti kar skuhaj, upam, da veš kako, če pa ne veš, bova pa skupaj. Jaz bi to naredil, če bi sin rekel, jaz bi pa kaj skuhal. Skuhaj, če znaš, ok? Če pa ne, pouči se. Naprimer, ti jaz pri tem pomagam. Zelo preprosto. Okay. Vi govorite o avtonomiji, o samostojnosti, ampak to še vseeno pomeni zmožnost sodelovanja z drugim človekom na tak način, da je obema dobro. Ja, pomeni, zato ker če sem samostojen, ja, ravno to pomeni. Če sem jaz samostojen, ker ne živim sam na Luni, ampak živim z drugimi ljudmi, a ne? In vedno živimo z drugimi ljudmi. Moja samostojnost predpostavlja, da ste naprimer tudi vi samostojni. In zaradi tega se lahko kot samostojni ljudje dogovarjamo, kaj bomo naprimer počeli skupaj. Ampak recimo, če se ne bomo počeli. Mi smo vedno ljudje, torej kot posamezniki, ujeti v medsebojne odnose. Vedno. Tudi če gremo v gost in če sem sam v gozdu, sem še vedno v odnosu z drugimi ljudmi. Če z drugega je to v moji glavi. In prej ali slej bom iz gozda prišel nazaj in bom s drugimi ljudmi skupaj. In samo avtonomni ljudje lahko izbirajo, kako bodo skupaj kakšno stvar naredili. Neavtonomni ljudje ne izbirajo, kako bodo naredili, ker so podrejeni. Ja, in rečejo, ti naredi to. In nekdo reče, kako je, in so upljivi, in so pridni, ali pa ne, samo upirajo temu. To je oboje nesamostojnost. A sledite, razumete, kaj je to? To je verjetno povezano samozavesti od človeka. Prav gotovo. Človek, ki je samostojen, ki se zaveda svoje samostojnosti, je hkrati tudi samozavesten, ker drugače ne more se sam odločati, kako bo izbiral, pa kaj bo izbiral in kaj bo s tem naredil. Kaj ti z možnostjo izbiranja gre tudi odgovornost. Če sem se odločil, da bom izbral pot A, sem s tem izbral tudi odgovornost do vse, kar se bo tam zgodilo. Ja, in tudi, da ne boste šli po poti B. Tako je? Tako. Ok, ja, dobro. Možno se izbirati. Tretja je torej, sprememba, ki jo želimo v smeri, da bi imeli več moči. Več moči, ki seveda nujno potrebujemo, obe zgornji spremembi predpostavljata določeno moč. Sedaj, če hočem izbirati, potem moram imeti moč. Kaj pomeni moč? Moč med drugim pomeni kognitivno moč, intelektualno moč. Moč, da sem sploh, da nisem v komi, ker če sem v komi, ne morem biti neautonomen, pa tudi izbirati ne morem. Pravi, moč, da razumem, kaj izbrati, zakaj izbrati, je to zame dobro in tako dalje, in tako dalje. To je najprej kognitivna moč. Gotovo je tudi emocionalna, čustvena moč, da vzdržim, da prenesem. Včasih so odločitve take, da so zelo zahtevne. Če hočete, recimo, če se odločite, da boste komu pomagali, naprimer, da boste nekaj naredili, da boste prostovoljci, nekaj takega, potrebujete tudi veliko lahko fizične moči. Boste sploh zmogli, ne zdaj, recimo, in tale veter, če ste se odločili, da boste pomagali nekomu prikriti streho, rabite kar precej fizične moči, da vas plezate in tem vetru pokrivate z tega. Gasilci, ne? Torej, govorimo o kognitivni moči, emocionalni moči, psihični moči, tudi telesni moči, fizični moči. Torej, moč. Gotovo želimo imeti moč. Želimo imeti več moči.
neposredno povezano z logiko samostojnosti in neodvisnosti. Ne? Več, ko imam moči, bolj sem samostojen, bolj sem neodvisen. Manj, ko imam moči, bolj sem odvisen od drugih. In odlikovnih odločitev. Moč, torej želimo. Potem želimo, ta je paradoksa, ta je nenavadna, ta je dobra, ta je zahtevna, to ni tako enostavno razumeti. Želimo, da bi imeli željo. Dragi moji, ta je zelo, zelo, zelo dobra sprememba. Kaj ti? Včasih se zgodi, da človek nekaj počne, ne da bi vedel, kaj bi pravzaprav sploh radi. Kar malo blodi po svetu, malo bluzi, malo gor, dol, malo levo, desno, ne, in ne ve, kaj bi pravzaprav sploh rad. Včasih zato človeka presenetimo, ko ga vprašamo, pa dobro, kaj bi ti sploh rad? Daj mi povej, kaj hočeš. Mi se zgodi včasih, recimo, da človek sploh ne ve, da je tako v sumu pa reče, a ja, se je, sploh ne vem, kaj hočeš. Kaj pa je sploh rad v življenju? Kar malo blodim po svetu in kar neki. Luška, jaz sem to večkrat. Kako? To je večkrat posledil. No, ja, jaz sem bil še blag. Da malo lutaš. Je malo lutaš, ja, malo blodiš in kot podal, prosim. 15 čez je moramo končati, gremo domov. Še 15 minut, to je bil, da lahko počasi zaključite. Dajmo počasi. Ne se, jaz sem pravzaprav to hotel. Da vi mi zdaj mene proste, da je ne, da je še. Mislim, za predavatelja je to zelo pomembno, ker če poslušalci čim prej hočejo domov, to je za predavatelje katastrofa. To je tisto, kar si najmanj želim. Se priznam, da to ni lahko poslušati tako, ampak... No, bravo, hvala, torej, dajmo še malo. Še 15 do konca. Želja, torej, želeti spremembo, da bom sploh vedel, kaj hočem. Kaj bi res rad, kaj bi jaz rad, ne kaj so mi drugi vcepili, da bom jaz rad počel. Ja, in ko še bolj prežil tezga, da nisi prepričan, da je to, kar bi ti rad, prav? Ja. A se moraš prepričati v to možnost izbiranja? Zato smo rekli pozitivno raziskovanje. Človek toliko časa raziskuje, da pride do dobrega odgovora na vprašanje, kaj bi jaz sploh rad. To ni enostavno. Priti do takega odgovora. Kaj bi jaz zares rad? Kaj me navdušuje, kaj me veseli, s čim bi se rad ukvarjal toliko časa, neodvisno od tega, kaj drugi mislijo, kaj drugi želijo, kaj bi drugi radi, da bi jaz želel. To ni enostavno. Zato je pa pomembno to, s čim se tukaj danes ukvarjamo. Raziskovati samega sebe ali pa odnose, ki jih imam z drugimi ljudmi, da bi prišel do dobrega odgovora na vprašanje, kaj bi sploh rad. Včasih se zgodi, dobro, Aleksandar bo rekel velikokrat, in jaz se strinjam, da velikokrat se zgodi, da zlasti otroci, recimo, ki živijo v družinah z dominantnimi starši, nikoli ne ugotovijo, kaj bi radi, ker se večno poslušajo starši. Ker so starši tako močni, tako dominantni, tako prevladujejo, da se otroci podrejajo njihovim željem in mislijo, da so njihove želje v resnici njihove, v resnici pa niso, so od staršev. Tako da včasih je to zelo zapleteno. No, gremo počas do konca, prosim. Se pravi, če eno starši pravila, da ne gre gimnazija pa nočet, pa ne bo avtomehanik, ne bo raš avtomehanik, ne posluša starši, pa ne meni, kak je gimnazija. Ne, v tem primeru ne se rajši upira, sam bo pa imel težave. Zlasti, če starši niso pripravljeni, a veste, to, kar govori, to je dobro vprašanje, to, kar danes govorimo, pozitivno raziskovanje, tehnika pozitivnega raziskovanja, appreciative inquiry, pomeni, da spoštuješ drugega, da upoštevaš drugega, ne pa da rečeš, kako se jaz ne pa mulc, ajde, gremo tja, načelo že gimnazijo hodil. To ni appreciative. Ja, to je že fašizem. Evo. Ti lahko upoštevaš čisto avtoriteto, ki jo imaš, je to starš ali je to profesor ali kaj. In ne vem, pa si s tem pokaže sam, da obogaš in pokaže spoštovanja. Če si ti tak človek, boš spoštovanje izkazal, če pa nisi ga, pa ne boš, ampak tega tako ne bo vrnil, ne? Mislim. Ja, ampak ravno o tem govorimo. Če govorimo o spoštovanju, potem ima beseda spoštovanje smisel samo, če jaz spoštujem vas, vi pa meni. To, da eno spoštuje drugega, drugemu je pa vseeno, to je spoštovanje. Spoštovanje je med seboj, ali pa sploh ni nič. Je kar neki. Zato je to pomembno, kar je Miha rekel. Appreciate, kaj pomeni angliška beseda appreciate? Pomeni, da ti nekaj rečeš, jaz sem tvoj oče, rečem, dragi sin, poslušam.
povej do konca. Kaj mi imaš povedati? Svoje želje, svoje urno, 3, 4. Pa bom pa še jaz povedal, pa se bova pa skupaj dogovorila, kaj bova. Torej, ko govorimo o tehniki pozitivnega raziskovanja, govorimo o tem, da eden ukazuje drugemu. Okay? Ali pa da en reče, tako bo, ko sem jaz rekel, stok sem tvoj oči, ti pa imaš da stih. To nima veze s tem, kar zdaj govorim. To ni normalno. Ni. Je pa pogosto. Je pogosto, je. Ja, no. Zadovoljstvo, dragi moji, naslednja želja, ki jo želimo, oziroma sprememba, ki jo želimo. Sprememba, prosim, ne zadovoljstvo, ki ga doživim ali pa tudi ne, naprimer na tak način. Sem star 15 let, prijatelji me povabijo, da enega spohamo in da lahko mi spohamo in rečem, wow, koliko je bilo dobro. Ne govorim o tem, čeprav je zaradi mene tudi bilo dobro, o tem jaz ne govorim. Ker to nima nobene zveze za appreciative inquiry, se pravi zadovoljstvo, ki je povezano z vsem tem, kar sledi, to je hierarhija, z vsem tem, kar sem prej povedal. To, da se jaz ga malo zadenem, ki sem pol 2 uri zadet, s tem zadovoljstvom, katerim jaz govorim, ima čist nobene zveze. Zadovoljstvo, o katerim govorim, prinašajo medsebojni odnosi, ki so prežeti z medsebojnim spoštovanjem, možnost izbiranja, avtonomijo, z vsem tem, kar tukaj gor piše, se znate brati. Torej, tako zadovoljstvo želimo. Prazno zadovoljstvo, kar jaz zrem v televizijo ali imaš pilotca tisto, in vsake toliko časa še malo ga dam na zob, to ni zadovoljstvo. To je kar nekaj, to je spjočka. Pa se zgodi, da, ne vem, če imate dva človeka odnos, da dejansko se res vse te, kar bi te naštel, pa kaj ste že naštel, pokrapajo. Vse. Temo? Nisem rekel, da se vsak dan v vseh koncih sveta, vse pa. In tudi ta tehnika, appreciative inquiry, jaz ne govorim o tej tehniki zato, da boste vi vedeli, da obstaja, ampak govorim o tem zato, da jo boste probali uporabljati. Se pravi, če ljudje po domače rečeno razvijamo, kultiviramo medsebojne odnose, je vse to možno. Če tega ne počnemo, pa ni. Se razumemo? To je ravno tako, kot sem vam že govoril. Če hočete imeti možgane take kot zdajle, ki so stari 20 let, tudi potem, ko boste stari 80, je zato treba nekaj narediti. Če ne naredite nič, potem ne morete pričakovati, da boste imeli možgane pri 80-ih take, kot jih imate zdaj, ker jih ne boste imeli, ker bodo propadali počasi. Treba o tem govorimo. Razgrajanje. Vse počasi, kako je moronski. Gremo naprej. Še, ja. Self-management pravzaprav ni glih neodvisnost, jaz sem bil tukaj malo v zadregi, kaj naj napišem. Self-management strogo vzeto. Obvladovanje samega sebe, tako. Samoupravljanje, to sem hotel slišati, seveda, samoupravljanje. Mi smo imeli v stari Jugoslaviji samoupravljanje. Mi smo jih samoupravljali, ampak si sami se bolj upravljali, sam nismo ga pa. Torej, self-management, ja, da človek samim sabo, ta grda beseda je. Mogoče, ja, da sam sabo, ampak predvsem, da sam to počne, on, ne da drugi upravljajo z njim. Zato sem dal neodvisnost. Je pa, ni to najboljši prevod, ampak mislim, da se razumemo, da sam lahko reguliram svoje početje, svoje vedenje, kaj bom naredil tako naprej, ne pa, da drugi upravljajo z menoj. Ja, v bistvu shajanje samim sabo. Tudi to shajanje, čeprav tudi kakšen alkoholik sam sabo če dobro shaja se. Ja, z drugimi ne. Ja, pa tudi drugi z njim ne. No, glavno. Pa kaj tega ne zmore si pa Imaš pa težave. To je zelo pomemben občutek kompetentnosti. Občutek, nekdanji ameriški predsednik Barack Obama bi rekel, yes, we can, yes, I can. Zmorem. Občutek, to je izjemno pomemben občutek, da ima človek občutek, da zmore. Da ne morem, ne vem, ampak da reče, tole pa zmorem. Oziroma, ko nekaj naredi, da samemu sebi tako povratno informacijo, zmorem, wow, koliko je to dobro. To je izjemno pomembno. Človek, ki ima malo takih občutkov, da zmore, je na robu depresije. Vsej ne gre, ne moram, ali kaj poskusil, ne vem, raj ne zmorem, ne da se mi ne gre. To je katastrofa.
Torej, ta občutek je zelo pomemben, zato želimo take spremembe v svojem življenju, da bomo imeli čim več občutkov kompetentnosti, kot se reče danes v žargonu. To pomeni, da zmoremo. Jaz zmorem. Najslabše, najtežje se pogovarjati s človekom, ki ti nenehno sporoča. Jaz ne morem, sej se ne da, sej ne gre, iz tega nič ne bo, okej. Z takim človekom se naporno pogovarjati, nič ne gre. To je tako iskanje pozornosti po eni strani. Kako? To je iskanje pozornosti po drugi strani. Ja, tudi je, ja. To je človek, ki je že obupal. Ta človek je že obupal in to je, to je kaos. Čuj, kada bi granitne skale premikal. Ja, ne grem kam. Torej, občutek kompetentnosti je zelo pomembno. In pa seveda, ker smo družbena bitja, ker ne živi vsak na svojem planetu, da imam občutek, želim torej tako spremembo, da imam občutek, da sem v eni skupini, to je vsem katera je, lahko je v razredu, lahko je družina, sodelavci, ni važno, pač da sem v eni skupini, ki pripadam, ki je zame recimo pomembna, da imam status. Ko govorimo o statusu, pomeni, da me drugi ljudje, ni treba, da me ravno ljubijo in obožujejo in občudujejo, želim se, da me sprejemajo. Sprejemajo. Samo sprejemajo. Lahko si tudi mislijo, kaj so nekaj takega nerega, ampak še zmeram, zame, za vsakega je pomembno, a veste, tisto, kar ljudje rečejo, probajte me sprejeti takega, kot sem. Seveda, jaz bom pa skušal se spreminjati skladno s tem, o čemer danes govorimo. To je proces. Tako včasih ljudje rečejo, ja, jaz sem tak po naravi, sprejmi me, kakor hočeš, ali pa tudi ne. Izjemno težek proces. Je težek, ja. Bolj nekaj prepreka, je pa možen. Ja, seveda je. Je težek, pa možen. Ampak kljub temu, da je pa zaključko za danes, začeli smo torej z zelo drobnimi spremembami, ki so možne. Še enkrat bom poudaril, če hočete imeti takih možganov, kot ste jih prej videli čisto na začetku, prosim, ne rabite nobenega sladkorja. In bodite pozorni, da je sladkor povsod. Ok? Ali pa čim manj, če smo kakšni vajeni, recimo. Ali pa vsaj čim manj. In čez Jaz navajen na čokolado, pa se pravi, kaj zdaj, čim manj ali kako? Ja, ker kdor je navajen, recimo na čokolado in tako naprej, je v resnici odvisen. To je tako kot odvisnost od kokaina, alkohola, cigaret, to je enaka odvisnost. Pravi, čim manj. Čim manj, oziroma če mene vprašate, zakaj čim manj? Je nič. A hočete biti odvisni od kokaina? Dvomim. A veste, čudno se sliši reče, jaz bi bil pa malo odvisen od kokaina. Kako si malo odvisen od kokaina? Ali pa od heroina, si ga date čist malo življenje. Ja, tako, ne čisto otra, ampak čist večkrat. No, upravno, če mene vprašate, hvala, vi ste bilo prijazni. In jaz upam, da se vprašate, da se strinjate, da tale prostor boljši ljudi počiniti s tem.